Tukaj je Retro Lover. Dragi spletkarji in spletične, spet je čas, da prečešemo vaše komentarje. Tako kot nama je frizer Muki na novo prečesal najni frizuri. In to po najnovejših modnih trendih, ki prihajajo iz Bukarešte. Bravo, Muki! Vaše pohvale sprejemamo v komentarjih pod tem videom. Zagotovo pa vas zanima tudi, kdo je napisal najboljši komentar med osvežilnimi počitnicami. Začnimo! Največ komentarjev ste napisali na YouTubeu pod novim delom naše telenovele Luža ljubezni. V božični epizodi smo vas vprašali, kdo je ubogo Katjo porinil po stopnicah. Največ vas je sumilo Petro. Nekateri menite, da se je po stopnicah vrgla sama. Med obtoženimi so celo Peter Klepec, Božiček in Maček Muri. Bobi, kaj pa ti misliš, kdo je poškodoval Katjo? Gravitacija. Wow, Bobi, končno je smiselno odgovor. Jep. Čakaj, kaj si vprašal? Pod rubriko Žličkanje nas Naja Šejka sprašuje, zakaj se rubrika imenuje Žličkanje? Naja, ker rubrika svetuje o različnih tematikah povezanih z ljubezenskimi zvezami, smo jo poimenovali po popularnem položaju objemanja – žličkanju. Zgleda pa nekako takole. Pod kvizom Nimaš pojma o trepu smo vas vprašali, kje bi si dali narediti tatu in kakšnega. Najbolj zanimiv odgovor je poslal Partoplace, ki pravi: jaz bi imel pa tjulna na nosu. Bobi, kakšen tatu bi si pa ti najraje dal narediti? Najraje bi si dal na zapestje tetovirati sebe. Ja, zakaj pa to? Da mi ne bi bilo treba iskati ogledala, ampak bi si samo na hitro pogledal, kakšno imam frizuro. Na zapestju. Bobi, naslednji komentar, prosim. Pod najnim videom, kjer komentirava vaše komentarje, se je oglasil Fazet Sahi. Napisal je: Bobi, tvoj oče je Putin. Silvester, kdo je ta Pudin? Kako bi zdaj en puding? Ma ne puding, no, Bobi. Putin, ruski predsednik. Se ti je res malo podoben, samo to, da je tvoj oče pa zihar pomota. Da, je to opredeljeno ošipka. Kaj je bilo pa to? Silvester, jo govori ruski. Silvester, pomogite! Zopet pa nama je pisal tudi najin stari prijatelj Metod Angeli. Napisal nama je: a bom dobil jaz svojo majico? Dragi Metod, znamka je pripravljena. Prav tako kuverta. Le svoj naslov nama moraš poslati, ker ga težko razbereva zgolj iz svojega uporabniškega imena. Easy peasy. Enako velja za ostale prejemnike naših majic in slušalk. Svoj naslov, na katerega želite prejeti zaslužene nagrade, nam lahko sporočite preko zasebnih sporočil na YouTubeu, Facebooku ali Snapchatu. Ko sva bila ravno pri nagradah in Snapchatu, tu je zmagovalni komentar tega tedna. Tina Čolič nama je poslala tale snap. Vi ste tako cool. A ste tudi vi kdaj razmišljali, kako je to, če si osa in pikaš vse? Ker jaz sem in me zanima, a se me dira? Tina, za takšno zanimivo filozofsko razmišljanje si prislužila slušalko Osvežilne fronte. Čestitamo! Vse, kar potrebujemo, je tvoj naslov. Kar se pa tiče vprašanja, pa ja. Odgovor je: jaz si večkrat predstavljam, da sem osa. Jaz pa si večkrat predstavljam, da sem traktor. Adijo! O čem bi pa vi govorili v naslednjem podcastu? Pišite nam spodaj.